V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen. Opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Naš tokratni gost je Goran Ajtič, lahko rečemo vsestranski umetnik. Glede na to, da pa jaz Gorana že res dolga leta poznam, pa da sva nekaj časa delala skupaj tudi na televiziji ETV, je čisto povsem normalno, da se bova tikala, kaj ne? Res je, kar praviš. Ja. Lep pozdrav. No, Goran, ko se je gradila ta hiša, smo vsi v Kisovcu nekako mislili, kaj pa je to, nekaj čisto drugačnega. Ta hiša je res malce drugačna, izstopa na hribčku. Nekateri smo mislili, da je to kot nekakšna cerkev takrat. No, in to je delo, žal, pokojnega tvojega očeta, Igorja Ajtiča, arhitekta. Ja, res je, ja, ko ta hiša se je gradila od sredine 70-ih pa do začetka 80-ih let, leta 1982 smo se kot družina dokončno vselili vanjo. Seveda oče, ki je bil arhitekt, to mislim, da je vsem tukaj v naši regiji še predobro znano, je vedno, glede na to, da se je nekako kalil v svoji stroki, je bil tudi dovzeten za določene druge vplive arhitekturne, ki so iz sveta prihajali, plus tistega, kar je bilo seveda njegovega, avtorskega, kot pri vsakemu ustvarjalcu. In morda pri tej hiši, kot mi je meni kot otroku večkrat razlagal kasneje, odkje je dobil idejo za takšno obliko, kot nekakšna kupola, vesoljska ladja ali celo cerkev, kot si rekel, da ima mogoče tak izgled. Podobne hiše so se takrat v 70-ih in kasneje še prej, v 60-ih letih na daljnem Japonskem gradile s temi stožci. In sicer Kenzo Tange je tisti japonski arhitekt, tudi danes že pokojni gospod, ki je na Japonsko uvedel ta model takšne gradnje in delno je tudi na mojega očeta to vplivalo. Veliko je pa tudi mogoče še malce skandinavskega vpliva. Nekaj pa seveda, glede na to, da je hiša zelo veliko je lesa, tisti, ki so bili tu, vedo, da zelo veliko bazira in na belih opekah in na lesu. Nekaj pa seveda, kar je še sam razvijal, tako da, kar je njegov avtorski pečat, tako da hiša je pač dobila izgled, kakršnega je dobila. No, mogoče marsikdo v Sloveniji ne ve, da je nekako bil tudi arhitekt znamenitih Medijskih toplic, pa še mnogo drugih stavb v Zagorju, pa tudi tisti, ki pozna njegov način dela, se pelje po Sloveniji in nekako reče, aha, tole pa zagotovo od Igorja, ne? Po Igorjevem načrtu. Ja, res je. Veliko je še tega, recimo tudi trgovina Živa, takšen primer v Zagorju, tudi športna dvorana v Zagorju, recimo, kjer je uporabil stebre. Zelo všeč so mu bili antični motivi, zato večkrat ti stebri ali pri hišah ali pri javnih objektih. Tudi, recimo, bil je učenec enega od učencev od samega Plečnika, pač je bil učitelj mojega očeta, nekdanji učenec od arhitekta Plečnika in mu je mogoče malce tudi to ljubezen do antične gradnje vcepil, zato mogoče to. Na višku njegove ustvarjalne moči ga je nekako presekala precej huda bolezen, rak. Dolga leta se je boril z njo, z vsemi močmi, letos žal preminul. Ampak kako hitro so ljudje nekateri na vse, kar nam je zapustil takrat, že pred 20 in 25 leti, pozabili.
Vem, ko sva enkrat govorila o tem, je Ja. bil kar malce razočaran. Ja, Si na višku, potem res te je, pa res je. pozabijo. Vemo, kako je, dokler je človek zdrav in mogoče še celo uspešen v svoji karieri, takrat te želijo vsi poznati, to smo mogoče vsi kdaj že sami, nekateri tudi malce skusili. Ko pa človek takšen dejansko zboli, pa marsikdo obrne hrbet ali pozabi. Nekako se družba žal tako obnaša, kot je pokazalo že na večjih primerih, tudi pri njemu je bilo malce tako včasih, ko je prišla bolezen. No, v vaši hiši je veliko umetniških slik, je pa tudi polica s knjigami, še več jih je. Torej je bila doma tudi knjiga. Ja, to pa od nekdaj, seveda že zaradi staršev, seveda Tudi mama? Tudi mami so bile všeč knjige od nekdaj, plus še kakšne določene revije, če smo bolj natančni. Ampak seveda knjiga vsekakor. Že kot otrok sem mogoče odraščal v tem. Veliko enciklopedij je bilo, ker so pač starši to naročali. Oče je imel neko zgodovinsko enciklopedijo, ogromno nekih knjig, mislim, da nizozemska ali nemška izdaja, ampak so bili že v prevodu v slovenščini v 70-ih letih. In jaz sem kot otrok že to listal, brskal, že tam marsikaj do branja dobil ljubezen, pa tudi do zgodovine, kot ljudje mogoče vedo. In da sem pač nekako me že to oblikovalo takrat. Imeli smo tudi še kakšne znanstveno-fantastične knjige, kot otroka me je celo vesolje zanimalo, pač pristanek na Luni, vendar je to potem malce zbledelo, ljubezen sem dal sami zgodovini, kasneje še literaturi, tudi romanopisju, ko so prišle te knjige. V vaši širši družini je bil pa tudi oče sam doma tudi šport, recimo oče, očeta, Emil Ajtič, pa tudi Slavko Ajtič, njegov brat, nekako tista, ki sta postavila Marelo, smučišče Marelo, skakalnice v Kisovcu, tudi žičnica, ena prvih, sedežnica. Ampak tebe se pa sam šport ni toliko dotaknil. Ja, vsekakor je bila družina zelo smučarska, ta tradicija je bila doma, kot si omenil, pri dedu, tudi pri bratu od deda, seveda tudi pri mojem očetu, on je bil dober smučar. Jaz kot otrok sem precej smučal, ko smo hodili pač družinsko še kjerkoli v Sloveniji ali na Roglo ali kamorkoli. In nekako do tistega obdobja, dokler oče pač resno ni zbolel, sem skoraj da vsako zimo ali vsako drugo smučal, to definitivno. Kasneje pa nekako je ta želja, strast, tudi to je malce poniknilo, ker ne navsezadnje sva morala z mamo za njegovo bolezen živeti, pač mu nuditi vse, kar je potreboval, in tudi smučanje nekako logično zamrlo potem. Tudi pri meni, ker pa zanimivo, nisem imel pa nobenega prijatelja ali družbe za naprej, ki bi jih to vleklo ali zanimalo. Mogoče sem tudi zato opustil. Bi pa danes z veseljem se spet postavil na bele strmine s smučmi, če bi imel priliko in da bi vse poskusil. Tako da ta želja nekako je ostala, vendar če pa se to ne bo nikoli zgodilo, pa tudi nič za to. No, saj najdeš pa čas za druge stvari. Dejal sem, da bom dal naslov oddaji Vsestranski umetnik Goran Ajtič, kaj ti si, marsikaj te zanima. Seveda se bova dotaknila tudi mogoče tvoji prvi ljubezni, glasbi, filmu, ampak najprej pa tistem, z česa sva se pravzaprav dobila v tvojem stanovanju oziroma stanovanju, kjer živite z mamo, o tvojem prvem knjižnem prvencu, romanu. Enkrat že prej si izdal skupno pesniško zbirko z poeti, Zagorski poeti. Ampak to pa je tvoj prvi roman, ki je izšel, ne? To je treba poudariti, njegovo mnenje. Ampak ne kar o eni knjigi, ampak kar prvič, že kar o dveh. Ja, to je zelo zanimivo, kar si sedaj omenil. Prvi roman, vendar tudi praktično prvi, ki je izšel. Imaš prav v obeh primerih. Dejansko to je prvi roman, ki sem ga napisal. Predtem nobenega romana nisem še napisal. Sem napisal pa ogromno krajših novel. Praktično je pa to četrta knjiga, ki je nastala, ampak prvi roman in obenem prvo delo, ki je objavljeno. Ja, kot si omenil, vidimo, da sta dva, seveda ni samo ena, prvi in drugi del. Mišljena je bila, jaz ko sem seveda to pisal, sem si zamislil kot skupni koncept, kot eno samo zgodbo in je nastal en sam roman.
njegovo mnenje. Pisalo se je nekako, če samo strnem na hitro, vsega skupaj je stvar kar obsežna, vsak del ima 300 strani, se pravi, da sem takrat kot en sam roman skupno torej spisal dobrih 600 strani. Tako je to dolga zadeva. Ker idej je bilo res veliko. Od leta 2013 do 2015, da še omenim, je to nastajalo, se pravi, je že kar nekaj let nazaj. So vmes popravljalo, dopolnjevalo, dograjevalo? Niti ne toliko, ker ko je tista ideja in strast, ko padem notri, nekako kar teče potem, ker skelet si naredim pred vsako zgodbo v celoti že prej. Potem pa pač berem, res je pa, da vsak dan, ko grem na novo pisati pisanje prejšnjega dne preletim. In te lahko malce prekinim. Popravim. Ne popravim, ampak prekinil bi te, dejal si vsak dan. Jaz pa mislim bolj, da si ti bolj kot ne pisal po noči, ne ob dnevnih urah. Imaš prav in zopet mogoče, prva dela sem pisal bolj po noči, ko sem omenil prejšnje knjige, kratke novele. Ko sem začel pisati od leta 2000 oziroma 2001, bolj resno se posvečam pisanju in tiste prve novele, ki so nastale, sem res bolj v nočnem času, oziroma od 9. dalje do polnoči, včasih tudi do 1 ali 2 zjutraj. Ker to vem, da Takrat si bolj nočna tekli. ptica, ne? Vsekakor. Še vedno? Delno, nič več toliko, precej bolj zgodaj hodim spat. V zadnjih letih, včasih je bilo to drugače. To njegovo mnenje je pa bolj ali manj v popoldanskih urah nastajalo. Ta roman nekako od 3. ure pa tja do 7. ali 8. Imaš to kondicijo sedenja? Če me stvar zanima in če si zadam, ker sem človek, ki rad načrtuje, isto je pri filmskih projektih, ko se prej datumi določijo in približno ure, deli dneva, kdaj bomo snemali in se tega držim neizpodbitno. In tudi pri filmih, recimo, sem tudi od ekipe enako zahteval. Knjiga je pa pač lažja stvar, ker je pisatelj samo od sebe odvisen in si še lažje ta čas sortira. Je pa res, da včasih sem pa prekinil za teden ali 2 pisanje romana, tako kot se marsikakšnemu pisatelju zgodi. In sem seveda ideje nove nanizal, kako bi zgodbo še malce razširil, šel v globino in po 2 tednih, ko sem sedel, recimo, je pa spet teklo vsak dan nekaj tednov pisanja. Je bil že na začetku načrt, po kateri poti bo šel, ali si vmes gradil sproti? Ja, tako, dejansko je skelet že nastal, kot smo omenila. Sama ideja je se izoblikovala, začetek, torej uvod, vrhunec, sredina in konec. To je bilo tudi, kako se bo zgodba zaključila, vse je bilo že v glavi. To je zanimivo pri meni. Res je pa, ko vmes, ko pišem, še razširim, dodam še kakšne stranske naknadne like, mogoče se kak manjši dramatični zaplet avtomatsko razvije še sproti. Glavnina in nekako usoda glavnih likov je pa določena in začrtana že v osnovi, tako da tukaj ni nekih težav. Odvisno pa se, da zdaj, če je res navdih, se piše dan za dnem, ure na dan, kot je rečeno, včasih sem potreboval pa premor kakšnega tedna ali 2. No, jaz imam težavo, če kakšen mesec ne pišem, malce pozabim. Res je. Pri tebi verjetno se to ne dogaja, ker skoraj ne verjamem, da pozabiš, kaj si pisal. Načeloma ne, ker je ves čas ta nota, ta skelet zgodbe prisoten. Pa imaš ta dar za spomin, ne? Mogoče res. No, še nekaj bi tu omenil, ko to omenjaš. Pisanje romanov me na samo zgodovino človeštva spominja. Ko smo imeli te oddaje, ko si še ti vodil na televiziji ETV, ko sva posnela toliko zgodovinskih, so nekateri ta spomin že takrat mogoče opazili za to zgodovino. No, jaz zagotovo ne. Ja, verjamem. In tudi sam roman, dobra napeta zgodba ali dramatika v romanu, kakorkoli je odsev mogoče zgodovine, čeravno je roman vse izmišljeno, liki, ampak tudi v svetovni zgodovini je tako. In včasih in še dan danes, kako je vse povezano, kaj se je zgodilo prej, kaj 100 let kasneje. Kako sta si ti 2 družini še v sorodu, vse je treba proučiti in podobno je pa v romanu, tudi če se zgodba v enem dnevu odvije. Nima veze. Vse je nekako stvar spomina in dojemanja. To je zanimivo. Pa kar je verjetno tudi zanimivo, tisti, ki bodo ta roman prebirali, oba dela, bodo nekako ugibali, dobro, tuja imena,
Torej, ni v Sloveniji, ampak kje pa je? Nekje v ja. Evropi. Ni s tem, če ne pri tem ostaneva, Tako, potem pa mogoče v kaj redu, pri žanru. v redu. Aha, zakaj ta tuja imena? Ja, to je zanimivo vprašanje. Ker nekako sem si zadal roman, da naj ima malce bolj svetovljanski oziroma evropski pridih. Glede na to, da sem ogromno evropskih avtorjev prebral in seveda evropsko zgodovino predelal, sem si izbral kulturo, kjer v Sloveniji seveda to malce pogrešam, kulturo, kjer je doma praktično vse. Kot prvo, da je kraljevina, podobno kot so danes še zahodnoevropske ali severnoevropske dežele, da je poleg katoliške tudi močna protestantska in tudi judovska skupnost. To sem želel vtkati v knjigo. Kakšno je pač mnenje avtorja o vseh teh skupnostih. Seveda tudi, zato sem si izbral pa nekako, ker je knjiga zelo odprtega duha in svobodomiselna, je bilo primerno, da sem oblikoval neko neimenovano zahodnoevropsko kulturo, kjer so imena najbolj sorodna še flamski oziroma nizozemski skupini. Recimo Norbert. Norbert Lans, glavni lik, to je lahko nemško ali nizozemsko praktično. Veliko imen ima tudi Van ali Van Den, kot nizozemska različica Van, recimo kot je bil Van Beethoven ali recimo tudi slikar Rembrandt, Van Rijn in podobno. Tako da ima malce bolj evropski ta pridih, spekter. Si imel v mislih, glede na to, da ni to nekako umeščeno v slovenski prostor, pa slovenskimi imeni, tudi kakšen prevod, dobro, zdaj to je šlo v slovenščini, Ja, ciljaš na kaj, na evropski trg? Ja, zanimivo, ko vprašaš, vsekakor, ker tudi tisti, ki so že prebrali, tudi moderatorka iz Ljubljane, ena od mojih znank, prijateljic, lahko tako rečem, je rekla, da ko je to brala, da je zelo podobno, da bi se knjiga mogoče zelo dobro na britanskem ali skandinavskem trgu prijela glede na tematiko in na malce drugačen način izražanja in sama zgodba. Tako da vsekakor ne bi bilo slabo v prihodnosti poiskati kakšnega dobrega prevajalca za angleški jezik. Vsekakor. No. Seveda potem še na promociji, to ni dovolj. Nekako iz besedila, iz vse knjige same veje tudi tvoje dobro poznavanje glasbe, umetnosti, tvoje, seveda, glavne osebe iz te knjige. Torej, ne vem, jaz sem včasih dobil občutek, tudi glede na to, da malce poznam tvoje življenje, da zelo hedonistično gledaš na življenje, tako si nekako, vsaj zame, nekako uživaš življenje, kolikor se ga da, se ne obremenjuješ z nepomembnimi stvarmi, da je kar malce podoben glavni lik v tej knjigi tebi. Mogoče res, ne samo lik, tudi še nekateri drugi liki, ki pridejo kasneje, sploh v drugem delu knjige. Ja, ta Norbert Lans praktično je knjiga kot ena sama velika sestavljanka po poglavjih, ker se velikih področij njegovega življenja dotakne. Kako prideva do žanra, bova o tem. Ampak on na začetku dam že tako jasno vedeti bralcu, in to že v prvem poglavju, da je on zelo, kljub temu, da je literat in da živi od tega, da uspešno živi od pisanja, mogoče tudi zato zahodnoevropska dežela, da je bolj realno, pisatelj tam lažje živi od pisanja kot v Sloveniji, to badva žal veva še predobro in še marsikdo, ampak v redu. Če gremo dalje. Ja, takoj dam vedeti, da on je velik ljubitelj in glasbe, in literature, s čimer se pač ukvarja, in seveda tudi lepih deklet. In hrane. In hrane. Ne more živeti brez šampanjca in kave, tudi to mu je kot neka afrodizija. Sardelice so mu tudi všeč, ne? Tudi, marsikaj, morska hrana recimo, tudi nekaj kitajske hrane je omenjene kasneje. Pač on je tisti svetovljanski, hedonistični pridih človeka. Seveda sem dal nekaj lastnosti po sebi, kar tega ne morem zanikati, nekaj pa tudi še po lastnosti drugih ljudi, svojih prijateljev, ki jih poznam. Tudi star se mi zdi, da je tam nekje, ko si to pisal. Ko sem to pisal. Mogoče tudi malce celo vizualno, da sem ga po sebi povzel, tudi to ni izključeno. Tako da je zelo zanimiva ugotovitev. Nekaj je še zanimivo, ne? Lahko to bereš kot neko ljubezensko zgodbo, lahko bereš to kot tudi neko erotično zgodbo, lahko to bereš tudi kot neko
malce tudi fantazijsko, ne, Ja. predvsem sanje, Ja. lahko tudi to ves čas je nekako v zraku, mogoče to tudi thriller, ne vem, več žanrov. Ja, zdaj sva dospela do žanra, to je zelo zanimivo. Marsikdo je vprašal, kakšno knjigo pa bom prebral, če se lotim tvojega njegovega mnenja. In jaz enostavno, da na hitro odgovorim, gre enostavno za nadžanrski roman. Aha, kaj je sedaj to? Vsi žanri in nobeden, nekaj posebnega. Dejansko so pa vsak žanr je malce odtkan. Pač neposreden opis njegovih, bova rekla, ljubezenskih pustolovščin z njegovimi ljubicami, predvsem z eno bolj izbrano. Potem tudi hedonizem v hrani. Recimo tudi kasneje, ko vidimo, kaj je sploh njegovo poslanstvo, ker pač knjiga je kot sestavljanka, kot sem prej omenil. Prva poglavja prvega dela se ukvarjajo z opisovanjem njegove osebnosti in življenja, da bralcu predstavimo, kdo je on, kako razmišlja in podobno, kako živi. Kasneje se to malce zakomplicira in ta glavni zaplet pride šele kasneje, zelo kasneje v prvem delu. Drugi del potem je pa malce drugačen od prvega, še vedno skače na njegova hedonistična prepričanja in poglede, pa vendarle ima tam že neko poslanstvo, česar se v prvem delu knjige še ni zavedal. Tako da ja, tudi malce fantazije, fantastike, celo thrillerja in kriminalke. Mogoče tudi kakšnega napovedovanja, ker ko sem jaz to knjigo dobil v roke, zdaj smo kar nekako kar zdrznemo se, ko pogledamo kakšen koncert, pa da je 10.000 glava množica, si rečemo, kaj pa to zdaj? Živimo v času korone. Zdaj smo izolirani, ne? Dobro, tu so koncerti polni. Res je. Ampak nekako, midva sva o maskah danes pri tem snemanju, nekako se tudi napoveduje, čeprav takrat še ni bilo o kakšni krizi govora, o kakšni zdravstveni krizi, o kakšni pandemiji, se nekako čuti, da bo nekaj prišlo. Ja, vsekakor. In tudi ravno, ko smo pri njegovem mnenju in glede na to, da smo v obdobju korone, to je zanimivo, jaz sem to končal leta 2015, to delo recimo, bralec, ki bo prišel do konca drugega dela, torej da vidi celoten koncept, dejansko je nekaj takšnega, podobnega se dogaja kot v današnjem svetu. Vendar, kot da omeniva nek virus ali bolezen, več pa ne bom povedal v knjigi, pač da bo bolj zanimiva mogoče za bralce, kaj je tudi njegovo poslanstvo in kaj so pomenile njegove sanje, ki imajo zelo pomemben faktor v zgodbi. Mogoče ima on preroške sposobnosti in še ne ve, zakaj on to sanja, kaj to pomeni. In tudi dejansko tukaj, ko pride ta nevšečnost nad narod, kakorkoli. Pa že prej sanje, že prej sanje, ki mu nekaj recimo. Tako določen del telesa in to je neka simbolika. Dejansko je pa nad narodom že nek temačen oblak kot nekakšen virus, ki pa je v tem primeru, da ne bomo preveč povedali, najverjetneje ni naravnega izvora. Si ga sanjal, ko si pisal, takrat, ko ga še ni bilo? Ja, nasploh sem človek, ki veliko sanja, mogoče sem zato tudi sanje kot element v ta prvi roman vključil. Veliko se pa sprehajam v naravi, to meni veliko pomeni, in tam premišljujem lahko dolge ure za čas enega sprehoda, nasploh v življenju, v svetu, pa tudi v tem, kaj bom ustvarjal in mogoče tam pride kakšna takšna ideja. Poleg sanj. Sem dejal, da si hedonist, da nekako uživaš življenje. Mogoče bi moral dodati tudi, da te da se te zelo dotaknejo tudi krivice, ne? Torej nisi brezbrižni hedonist. Tako, ne tisti iz sebičnega vidika. Si opazovalec dogajanja. Tako, hedonist iz vidika osebnih pač prepričanj, kolikor se to da, vendar da ne škoduješ drugim, se razumemo. Kar se tiče pa samega sveta in pogleda na družbo, vsekakor je krivica moteča. Meni je bila od nekdaj. Tudi ti si takšen človek, ravno tako, ki ga krivica zelo moti. In mislim, da je premalo takšnih ljudi nasploh na svetu. In treba je pač opozarjati na te zadeve, kadar pride do nečesa bolečega, ali se to zgodi posamezniku ali pa kakšni širši skupnosti ljudi. In tudi v tem primeru ta lik Norbert Lans v njegovem mnenju, recimo v prvem delu zgodbe, ko je še hedonist,
se ukvarja bolj s samim sabo, od teh sanj, nočnih mor naprej pa začne razmišljati mogoče tudi o širši skupnosti. Da ni sam na da ni svetu, sam ne. na svetu, da so še drugi ljudje in da se jim je neka krivica zgodila. Mogoče bo pa to razvozlal preko svojih sanj in mogoče se da celo kaj rešiti, če se bo zadeve resnično, resno lotil. Čisto vsega To je zagotovo zanimivo. ne smeva povedati v knjigi, ne, ker vendarle je prav, da si jo ljudje vzamejo v roko in jo preberejo. Kako pa gledaš na ta čas, v katerem smo nekako pahnjeni, ne vem, po svoji krivdi verjetno ne? Ali tudi, ker smo, Ja, na ker to, hladno gledamo na svet, sebično? ja, vsekakor je na svetu vse postalo mogoče preveč samoumevno ljudem, da lahko to, da lahko ono, da lahko vsak vse si dovoli in seveda, vendar to vsekakor ne bi smeli tako živeti in razmišljati. Tole, kar se pa sedaj dogaja, smo pa v nekem čudnem, bomo rekli, balonu ali kakorkoli. Mehurček reče? Mehurčku, ko nekateri ljudje, čeravno se veliko ukvarjajo sploh s to krizo korone in razmišljajo o tem, vendar so na koncu prišli že do tega, da sam že ne more več točno razmišljati, ali je vse skupaj res, ali je ta virus dejansko iz narave, ali je mogoče v ozadju kakšna teorija zarote, ker informacij kot dezinformacij vemo je ogromno iz vseh koncev in krajev in težko že zaključimo, zakaj smo na koncu v tem. Res je pa, da vemo, da svetu vlada elita kapitala, da se lahko v ozadju dejansko godi marsikaj. Ne moremo dokazati, da je stvar naravna, tako kot se ne more točno dokazati, ali je mogoče pa iz laboratorija, če se zopet korone dotaknemo. Ušlo, ker nas je preveč? Tako, ker nekatera zdravstvena klika se sklicuje, da je teorija zarote odveč, da je vse to pač naravno. Spet druga, ravno tako izobražena klika pa trdi, da ni tako. Sedaj pa komu bo človek verjel v poplavi informacij in dezinformacij. Dejstvo pa je, da se nam je življenje čez noč ustavilo, spremenilo. Tako, definitivno ni v redu niti za ekonomski, niti za umetniški kader in za psiho ljudi, zelo slabo. Meni osebno se zdi sicer zelo grdo, da so zanemarjeni vsi ostali bolniki na svetu. Odkar je korona, vemo, da obstaja, vemo, da je nevarna, da se razumemo, ta virus. Ja, seveda. Ne smemo pa pozabiti na druge paciente, koliko je še drugih bolezni in kako bodo drugi ljudje zaradi tega trpeli, ker jih ne bodo pravočasno obravnavali. To je tisto, kar se meni najbolj grozljivo zdi tu, med drugim. No, mogoče se bova tega še dotaknila, Ja. morava se še malce dotakniti romana, Ja. ko je bil napisan. Seveda je moral nujno, ker ko pišeš, seveda svojih napak niti ne vidiš, oditi še k lektorju. Ga je bilo težko najti? Ker je obsežno tudi zahtevno Ja, delo. obsežna, tako kot sem rekel. Ja, napisan je bil kot en sam roman, ni bilo mišljeno v 2 delih, v nadaljevanjih. Meni seveda, ko so prsti tekli, se niti ni zdel tako obsežen, ko sem zaključil, da povem po pravici. Potem iskanje lektorja je bilo malce težje, ker osebno jih nisem toliko poznal, določenim kolegom, kolegicam, prijateljicam, ki se s tem ukvarjajo, nekatere so se potem ponudile, vendar je šele 3. oseba utegnila lektorirati do kraja in to v pičlih 2 tednih, to je zanimivo. Kar se je pa kasneje izkazalo, s tem sem izgubil 1 leto ali pol, ko sem iskal lektorja, to je banalno, da še to omenim. Ko je pa založba to odkrila, ko je pač Primus se odločil, da bo založil, Ti si poslal, kako je prišel do kontakta? že nekako lektorirano. Kar se tiče založbe. Ker tudi tu nisem imel nobenih vez in poznanstev, sem pač poskusil poslati večjim založniškim hišam v Sloveniji popolnoma naslepo, da povem po pravici. In to je bilo prejšnje leto v poletje, 2019 poleti, ko pa se je založba Primus, ena od teh založb, ki sem jih med prvimi, seveda že Primus sem zelo zgodaj izbral, ker sem se pozanimal o vsaki založbi, kateri sem pošiljal in oni so mi bili med bolj zanimivimi. Tudi takrat na televiziji ETV, že prej smo sodelovali s to založbo. Tako. Se spomnim, si omenjal, ja. In takrat je pa ta pač njihova predstavnica oziroma
založnica je pa zelo hitro se odzvala, odpisala, da se knjiga zdi zelo pač vredna branja na nivoju in da bodo definitivno založili. Seveda, potem je tudi, glede na to, da sem imel že lektorirano, pa vendarle ni bilo dovolj, ker je seveda profesionalna založba in je potem še njihova lektorica še enkrat opravila delo, plus vsi smo še enkrat prebrali, tudi jaz, da je bilo napak res čim manj, da smo se odstranili, ker vedno, večkrat, ko beremo, še več stvari se vedno najde. Vedno se najde. To je vedno. Tako da na koncu je pač dobilo to končno podobo, No, kot in je zdaj se treba. ta knjiga dobi v knjigarnah, v knjižnicah, lahko se naroči oziroma pri založbi Primus, Primusu, pa tako. tudi pri tebi. Tudi pri meni je še seveda mogoče, da lahko še kdo pač naroči, ampak najbolje je kar obrniti se neposredno na založbo, ker oni imajo le nekako količinsko tudi pač na bolj primernem nivoju. In seveda tudi v določenih knjigarnah in knjižnicah, kot si pač omenjal. Pa vendarle tudi kdorkoli pač se pač name obrne, nekako tudi jaz dam zelo z veseljem pač link njihove založbe, da potem Poskrbiš, da Tako. knjiga potem pride v prave roke. Res je, ja. No, nekako meni je šla knjiga na materinski dan 25. marca, ko smo bili prvič zaprti na meje občin. Tebi sicer je šlo malce kasneje, ko je bilo malce bolj odprto vse, ampak zdaj, ko bi morala biti predstavitev oktobra v Zagorski knjižnici. Ravno na današnji dan, če sva točno, No, evo, 27. to je pa oktobra. čista 2020. slučajnost, naključje, da Tako, snemava na ta tako. dan. Je pa tudi to padlo v vodo, Tako, ker pač tako. te kulturne prireditve so prepovedane v tem času. Torej, letošnje leto ni najbolj nekako naklonjeno. Ne. Še nekaj je zanimivo, ne samo, da sem v tej knjigi v zgodbi pisal o neki globalni katastrofi, kot bodo bralci ugotovili, tudi, ker je toliko časa, ideja za roman je prišla poleti 2013, pisalo se je potem do 2015, potem še iskanje lektorice založbe, evo, tako da je šlo je leta 2020, leto pač v katerem smo. In toliko časa sem se nekako angažiral in trudil, da bi to spravil objavljeno v javnost, da sem si rekel, že pred leti, ko sem iskal še založnico, sem si še rekel, tako Goran, evo, ko bo pa ta knjiga izšla, po vsem trudu, ki sem ga vložil, lahko pa njen izid prepreči samo še neka svetovna globalna katastrofa. To sem Skoraj rekel bi jo. Skoraj. In kaj se je zgodilo leta 2020? Neka svetovna globalna epidemija. Zanimivo. Takrat bi se najraje ugriznil v jezik. In je če bi vprašanje, če bo letos, jaz upam, da bo možno, ne? Upajmo. Ampak da bo letos Tako, še lahko tako. kje kakšna predstavitev. Tako. Mimogrede, dolga leta sva skupaj sodelovala, sva bila sodelavca na televiziji ETV, ne vem, zagotovo si bil 10 let z nami, dolga leta v različnih oblikah, no, če se tako izrazim, kot Funkcijah. snemalec, kot voditelj kulturne oddaje, kakšne druge oddaje, potem kot nekdo, ki nam predstavlja zgodovinsko obdobje, zgodovinske osebnosti, tudi montažer, tudi kot novinar. Potem pa se je še ena posledica korone čez noč zaključilo. Februarja, kdaj? Ja, februarja tega leta slučajno sem dobil pa pač neko ponudbo za delo, kjer pač delam še trenutno. To je V šoli. osnovna šola Ivana Kavčiča na Izlakah. Od takrat dalje nekako tudi nisem preveč v stikih več s televizijo, samo še občasno ETV, ker pač je težko opravljati istočasno in redno pač delo in honorarno. Dejansko pa tudi, če ne bi dobil te službe, zanimivo, ko vprašaš, in glede na to, da je marca še korona prišla, vprašanje, kakšna bi bila moja prihodnost pri televiziji. Mimogrede, so že opravili kakšno predstavitev, kakšno omembo tudi o tvoji knjigi? Zaenkrat še ni bilo nič iz njihove strani glede tega. No, Goran, kaj verjamem, da še ustvarjaš, ne? Dejal si, da imaš nekaj že napisano, bo to izšlo ali bo to kaj novega?
Ja, to je tudi zanimivo vprašanje. Kot sem že omenil, od leta 2001 se že bolj resno s pisanjem ukvarjam in tale roman, na njegovo mnenje, ki je tule pred nami, je praktično četrto delo, ki je napisano od vsega skupaj kot opus 4, bi lahko rekel. Prvi roman, prvo, ki je šlo. So pa 3 starejša dela že predtem nastala. V vsakem letu, oziroma leta 2002, kot prvo skupek nekih 4 novel z naslovom Sila nadnaravnega, ker je vsaka zgodba bolj tudi žanrsko je malce drugačna od njegovega mnenja, kot nekakšen horor zgodba, ampak z nekim moralnim naukom in s preobrati. Vedno drugi lik nastopa v glavni vlogi, 4 med seboj nepovezane zgodbe, a z isto nadnaravno linijo. Potem drugo delo je praktično že iz leta 2007, 5 let za prvim, z naslovom Abstraktno, enostavno, samo z enim pridevnikom, kjer so še krajše novele predstavljene, ravno tako paranormalno moralistične. Še kasneje, iz 2009, je napisano delo z naslovom Misli o človeški družbi. Tukaj pa so aforizmi in moji osebni pogledi na svet, na življenje. Ne gre za zgodbe, ne gre za roman, ampak za malce samo svoje filozofsko razpravljanje. To je tudi zanimivo. No, četrto potem od 2013 do 2015 se je pisalo pa njegovo mnenje kot prvi roman, vendar kot četrto literarno delo. To je zanimivo. In zdaj? Po romanu, ja, po njegovem mnenju sem pa leta 2018, torej 2 leti nazaj, spisal svoje 5. delo, drugi roman, z enostavnim naslovom Oda, tudi to še ne lektorirano in ne objavljeno. Komu Oda? To bodo pa bralci videli, ko bodo brali. Hvalnica oziroma Oda. Je že zaključeno? Je že zaključeno, precej krajše od njegovega mnenja, da še to omenim, manj kot, ja, tam okrog nekaj več kot 100 strani, vse skupaj. Roman, ker sem nekaj novega poskusil, ker sploh ni nobenega premega govora in dialogov in je tudi pisan v sedanjiku, kot da se dogaja istočasno, ko bralec to bere. To je zanimivo. Bomo videli, kako bo sprejeto. Se boš odločil, si dal že lektorirati? Zaenkrat še ne, ker zdaj je to, ne? Zaenkrat je tukaj številka 1 njegovo mnenje, da predstavimo to leto to knjigo, potem pa bomo videli, kako naprej. Želje so vsekakor še visoke in prisotne za vsa ostala literarna dela. Upam, da se bo lepo razvijalo. Seveda pa vmes, ko si pisal knjigo, pa že prej si pa seveda začel snemati filme in mislim, da je ravno mami dejala, da 13-letni star mulj ali pa še manj si že snemal, ne, posnel prve kadre. Ja, praktično 1. januarja leta 1992 je v enem dnevu nastal prvi kratki 5-minutni film takrat. In seveda, to smo snemali kot otroci, kot prijatelji, bilo je še tako malce, vemo, ni bilo na profesionalnem nivoju, vse ljubiteljsko, tudi amaterski posnetki, ampak v redu. To so bili pač začetki, ljubezen do filmov. Po tistem se je pa to malce v 90-ih letih, potem do leta 2000, malce stopnjevalo in dograjevalo, a do takrat še nič kaj posebnega od filmov ni nastalo. Tista prelomnica je leto 2005, 2004, 2005, lahko nekako rečem, ko sem prvič posnel malce bolj skupaj sestavljeni, zaključeni, smiselni film z naslovom Od romantike do realizma, ki je bil ravno tako sestavljen iz mojih prijateljev. Niso igrali profesionalni igralci, ampak smo pač prijatelji in znanci nekaj posneli. Vendar seveda, bolj me je takrat zanimalo kot sama igra, da še to omenim, kar je izrazit pečat v vseh mojih nadaljnjih filmih. Sama vizualizacija, montaža, glasbena podlaga, kako izdelek izgleda vizualno, da je malce mogoče poseben, bomo tako rekli. In mimogrede, enkrat sva govorila za to glasbeno podlago, ti si iskal vsa potrebna dovoljenja, ne? Od teh vrhunskih glasbenih stvaritev. Ja, veliko teh prvih filmov ima bodisi rockersko glasbo starih bendov, ansamblov iz 60. ali 70. let. Gre za svetovno znane, bodisi za Dorse ali Rolling Stones, vsi to poznamo. Lahko je tudi klasična glasba kot filmska uporabljena. Veliko je Beethovna ali Händla. Klasična
glasba, ne vem, enkrat smo sedeli v mojem avtomobilu in jaz imam rad Mozarta, ne. Ja. In sem rekel, evo, Goran, sem se malce pohvalil, tole je pa Mozart, ne, si ti dejal, ne, te pa, mislim, da si rekel Haydn, ne. Aha, tako razlika. V redu. Mal- Delno se spomnim tega. Ja, malo mi je bilo meni podobno, ne, in potem v vseh naslednjih vožnjah, ko smo šla na snemanja, sem bil rajši tiho, ne. Res je pa, da jaz sem se poglabljal v to klasično glasbo že od 14. leta dalje. Praktično sem pričel s klasično in potem prešel na pop in rock glasbo, to je zanimivo. Tako da nekako sem bil tudi že takrat kot človek, ki je nekako začel proučevati instrumentalno glasbo, ker večina klasična je instrumentalna. In seveda je logično kasneje v življenju, da potem točno prepoznaš stil ali skladbo, od katerega avtorja je kaj. Mogoče je to. No, tudi se mi še kakšen dogodek iz skupnih snemanj, ali pa ko sem ti naročil, kdaj na kakšno snemanje, se spomnim prvič snemanja nogometne tekme v Zagorju in presenetljivo tvoje vprašanje, ja, kje pa je nogometno igrišče, ne? Ja. Mislim, to je pa bilo pa meni malce čudno, ne? Seveda. Potem sem povedal, ne, blizu telovadnice, no, to je pa oče delal, ja, športne hale, to je pa to vemo, ne, kje je. Torej, določene stvari te zelo, zelo zanimajo, kakšna pa tudi obstiš ob strani? Ja, nisem ravno v svetu športa, ko sva ravno pri tem, to resnično ni moje področje, vendar Tudi športnih filmov ne bo? Ne, bojim se, da ne. Tudi, ampak kar je čisto na mestu, vsak človek je za nekaj. Enega pač zanima bolj šport, enega kultura, enega duhovnost, četrtega čisto nekaj četrtega spet in podobno. In vsak naj se pač posveča tistemu, kjer se mu zdi, da je najboljši oziroma da uživa. No, in ti si zelo dober v filmu. Dobro, roman bojo še drugi ocenili, ampak nekaj teh ocen o tvoji filmski umetnosti si pa že dobil. Nenazadnje tvoje filme predvajajo tudi nekatere televizije v Evropski uniji ali pa tiste države, ki so že šle ven iz Evropske unije, ne? Ja, zanimivo, ko omenjaš filmi, že tako od prvega naprej, od romantike do realizma iz 2005. Dalje bova rekla, kar se tiče tematike in vizualizacije, mogoče res malce drugačne kot ostali režiserji, pač se lotijo filmanja v Sloveniji. Mene je vedno zanimala tudi tabu tema, vedno nekaj paranormalnega ali tudi družbeno kritičnega, ali mogoče tudi zelo veliko je nasilja v zadnjih filmih in mentalnega in fizičnega. Tudi malo erotike, ne? Erotike predvsej, tudi golote in vsega tega, kar... Mimogrede, v nekaterih se tudi ti spostaviš, ne? Pokažeš, ne? V nekaterih vlogah dejansko, vendar pa človek, ki gleda iz vidika igralca na te stvari, nima nekako težav s tem. Igram lahko ali mafica ali največjega negativca, kar ga je svet videl, da se gledalcem dejansko malce, da se odvrne od tebe, tako kot v zadnjem filmu Zarota, recimo, kot nekega iluminata, to je zanimivo. Lahko igraš tudi ljubimca, seveda, kjer so razgaljene ljubezenske scene in kot igralec nimaš nobenih težav. Nimaš s tem težav. Nobenih. Lahko igraš tudi neko čisto stransko vlogo, samo da se pojaviš v sobi, da nimaš niti dialogov in da odideš. Meni je vse to izziv. No in kako pride do tega, da ti filme nekako najdejo te nekatere tuje televizijske mreže ali pa kino? Ja, recimo zanimivo je, k sreči so tukaj festivali, Festival neodvisnega filma Slovenije, kjer sem bil od leta 2011 dalje kar precej pogost s svojimi filmskimi projekti. In potem mogoče tudi kdo od gledalcev tam, ki ima vpliv za naprej, pristopi do tebe, te vpraša, si izmenjaš nekako kontakt s človekom in gre ta zadeva potem še naprej, tudi prek meja. Recimo imamo tudi YouTube, odlična, vemo, pač dobra reklama za filme, vsak posnetek ali film načeloma naloži na YouTube. Tudi tam sem dobil celo neke ponudbe, tudi celo iz Južne Amerike in Argentine, ko so videli pač napovednik, trailer za film Obraz zla, ki je iz leta 2011, že 9 let stari film. Seveda sem potem zavrnil, žal ne živim v Argentini in na licu mesta ne moremo sodelovati.
Kasneje še recimo iz leta 2015, ko sem naredil neko tako imenovano trilogijo, 3 kratke videe, filme, imenovane Triler brez besed. Sestavljanka 3, to so Agonija, Nočna mora in Obiskovalec. 3 kratki filmi, so bili predvajani tudi že recimo v evropski sferi, v Veliki Britaniji, med drugim na Škotskem. Ampak to vse zaradi posrednikov, bodisi ker me najdejo na YouTubu, v tem primeru YouTube posrednik, bodisi zaradi ene osebe, mojega prijatelja v Sloveniji, ki ima malce več vez tukaj. In kako pride potem do In on predvajanja? ponudi to. Te kontaktirajo? Zdaj vem, Ja, da si ja. z jeziki ti zelo na ti, ne? Ja, res je. Angleščina mi praktično Pa ne skoraj samo da. angleščina. Tudi angleščina mi je takoj za slovenščino. Zelo dobro jo obvladam. Nemščino malce manj, pa vendarle tudi zelo dobro. Tako da to ni nobenih težav, tako da tukaj se da marsikaj dogovoriti. Za časa korone bom še omenil, ravno marec, april tega leta, ko je to eskaliralo, je ravno tako londonska televizija Lost in TV se imenuje, Nick Mikuris, ta gospod je pač lastnik, je odkril te moje filme na moji profesionalni filmski strani, ki sem si jo tudi zgradil že lansko leto. In se mu je zdel koncept zanimiv in mi je pisal neposredno na mail. To je pa prvi kontakt, da se je oseba name obrnila, neposredno na avtorja, da še to kot zanimivost omenim. In ga je zelo zanimalo, da bi videl najnovejše 2 filma iz leta 2019, ki sta predstavljena na strani in sem mu prek programa WeTransfer oba 2 neposredno v London poslal, da si on pač to ogledal tam. In podal tudi zanimivo oceno nazaj. Zanimivo, da je bila kritika dosti bolj naklonjena in bolj, bom rekel, precej dobra, zelo dobra kritika, najboljša mogoče, ki sem jo do sedaj dobil, iz strani londonskega lastnika neke televizije, ki je videl že milijon filmov vseh evropskih. Kot je bila kritika za ta isti film na FNF-ju lani v Ljubljani, da še to omenim. Nekateri gledalci tega filma niso čisto razumeli v Sloveniji, mogoče pa tole bolj za britanski okus, sodeč po tem, da je v Londonu bolje sprejeto. Zanimivo. Ste se dogovorili potem za odkup mogoče? Nekaj se dogovarjamo, je v teku, vendar je težava, ker ta gospod je lastnik televizije, ki prodaja samo vstopnice za oglede, za kinodvorane, ni pa producent oziroma, da bi lahko delal promocijo filmov. To je pač njegovo osebno mnenje in osebno kritiko v filmih mi je poslal, žal pa ni nikjer objavljena, razen ker imam seveda shranjeno sam njegove maile. Ni pa mogel nikjer v Britaniji objavljati, ker pač ni profesionalni filmski kritik. To je pa tisti minus. Imaš pa tudi povabilo, ne, za Ja. mogoče igralsko kariero tudi v Britaniji? Ne, to je pa popolnoma druga zgodba, to je pa iz strani Irske. Se pravi, dežela, ki pa nima čisto nič z Britanijo, Republika Irska, Dublin, njihovo glavno mesto, kjer je 9 največjih televizij oziroma teh televizijskih mrež, kakorkoli, kjer iščejo trenutno več kot 5000 sodelavcev iz celega evropskega kontinenta za snemanje njihovih TV serij, kar se pač na Irskem snema. In so recimo, ta mreža se je razvila tekom zadnjih let, ker na Irskem je ogromno serij bilo posnetih v zadnjih letih. Dobrih, ja. Dobrih, tudi mednarodno, recimo tam se je Igra prestolov snemala, tudi recimo irsko-kanadske koprodukcije, kot serije Borgici ali Tudori ali Vikingi. To je vse strani teh irskih televizij, kjer sem se dogovarjal. Da bi mogoče pa tja gor odpotoval že naslednje leto 2021. Ko se ti zaključi? Ko se zaključi Delo delo na šoli na Izlakah, je to ena opcija. Če ne bo druga, mogoče bom res odpotoval in da pač preizkusimo malce svoje sposobnosti še v tujini, glede na jezik in filmske izkušnje. Ne govorim kot snemalec, govorim kot glede nastopa, kot stranski lik v eni izmed teh serij. V takšnem sodelovanju smo se menili. Lahko, da do tega pride, lahko pa tudi, da ne. V primeru, če bom pa svoj lastni film v Sloveniji režiral, celovečerec, No, to je potem pa ne bo. naslednji projekt, ne, Aha. ki je ocenjen nekako na 80 000 evrov.
Ja, za to To vsoto pa s profesionalnimi igralci? Tako, za to vsoto se dogovarjamo, da bi ta projekt štartali točno čez 1 leto, če bo po sreči, na jesen 2021, da bi snemanje steklo. To bo pa dejansko prvi celovečerec, ki bi ga posnel v dolžini 2 ur ali 2,5, kot omnibus film, 4 zgodbe, vendar skupno nitjo. Scenarij, režija, vse? Vse sam, ja. Avtorsko, kot sem v vseh filmih, avtorski ustvarjalec do danes. Je pa to prvi največji projekt, ker celovečerec mi še manjka, tega se zavedam, celovečerca še nimam in ravno s tem lahko osvojiš slovenska kina in večjo prepoznavnost. Zaenkrat moji filmi so vsi kratki. Ki pa mimogrede, Goran, kaj veliko ne pomaga, ne, ko je kriza, kot vidimo zdaj, ne? Kaj se dogaja s filmom, ne? Zdaj smo pa spet v tej slepi ulici leta 2020, ko lahko samo upamo, da bo enkrat zgodovina. Upajmo, da že v bližnji prihodnosti. Čim prej končana. Čim prej. No, ampak kot sem želel reči, vsi ti filmi, ki sva jih danes omenila, najkrajši je recimo 5 minut, najdaljši pa 53 minut, niti še 1 ura. Ostali so pa po 20-30 minut. Celovečerec je še na vidiku. To je to. Mislim, da je eden tudi črno-bel. Ja. Da ni v barvasti tehniki. Obraz zla. To je Obraz zla, ki sva ga že prej omenila iz leta 2011, ki je sepia v sepia tehniki. Določene sekvence so v barvah, kjer so pač sanje, nočne more, vse ostalo je pa pač v sepia odtenkih. Vizualizacija mi je zelo pomembna v filmih. In kakšne filme potem ti najrajši gledaš? Verjetno ta klasični Hollywood ne? Ne, to mi nekako ni najbližje. Vsekakor neodvisna evropska filmska scena. Zelo je name vplival ob tej priložnosti, da še to omenim, že kot otroku in v najstniških letih me je oblikovalo, zadnja leta pa še posebej, nekdanji češko-slovaški Novi val mi je zelo blizu. Sploh Irži Menzel ali Miloša Formana vsi poznamo, ki je odšel potem v Hollywood, ampak František Vlačil, to je zame največji češko-slovaški režiser, ni toliko znan v Sloveniji, je pa prvi, ki je... Je pa Čap, ne? Tako, je pa František Čap, je bil pa pri nas recimo. Vesna in Ne čakaj na maj. Tako, češka šola, tam se to vidi. Potem recimo v Evropi tudi danski kino, to mi je zelo blizu, se pravi češko-slovaški Novi val, pa novi danski kino, kot se reče od 80-ih let, danskemu filmu dalje. Z Larsom von Trierjem na čelu, najbolj abstrakten evropski filmar zadnjih 30 let, ki tudi ni za vsak okus, je pa vizualno in tematsko najbolj izviren, kar sem jih videl. Potem tretja ta sfera oziroma nivo, ki pa je vplival name, je pa avstralski Novi val. No, sedaj gledalci že vidijo, da so mi zelo ti novovalovski žanri in gibanja blizu, ampak bolj od francoskega sta mi všeč češko-slovaški in avstralski Novi val. Ker v avstralskem Novem valu, ki je bil po 70. in 80. letih na vrhuncu, je pa praktično vse. Ni bilo žanra, ki ga ne bi odkrili in posneli dosti boljše kot Hollywood ali Evropa. To je zanimivo. No, Goran, ko se počasi približujeva zaključku najinega pogovora, ko se bova dotaknila še teh zgodovinskih oddaj, ki si jih snemal za televizijo ETV in pogosto sem te vprašal, v katerem obdobju bi ti najrajši živel. To te bom zagotovo še enkrat, ampak še prej te bom pa vprašal, kateri pa je tvoj najroman ali pa najknjižno delo, literarno delo, pa mogoče najfilm, ne? Ali pa mogoče, če se ne moreš ravno za enega odločiti. Ali vsaj 3. Vsaj 3, ne? Ja. Super vprašanje, no, tega nisem še od nikogar dobil, pa to marsikaj pove o človeku, kot o značaju in o umetniku. Mogoče zelo blizu mi je veliki italijanski, žal že pokojni pisec Umberto Eco, to mislim, da sam tudi veš, ker so o tem govorili. Ime rože, Mihalo. Ta roman Ime rože mi je sploh eden ljubših, ker obravnava sploh to, kar sam v zgodovini predavam, to srednjeveško tematiko, tudi te verske sekte, ki so se takrat v srednjem veku pojavljale, ta cerkvena dogma,
potem tudi nekaj inkvizicije in seveda detektivsko delo. Torej ti je tudi film verjetno všeč, ne? Film mi je zelo všeč, Jean-Jacques Annaud, režiser, seveda vemo, Sean Connery v glavni vlogi, ker je zelo vizualen in temačen, dejansko srednjeveški pridih. Tako bi morali vsi srednjeveški filmi biti, posneti brez olepševanj. In v tem filmu so to super prikazali. Samemu Eku sicer ni bila všeč ekranizacija, no pa pač pustimo to. Ja, ta roman njegov, recimo tudi Praško pokopališče Umberta Eka mi je zelo blizu. Zdaj si že dva povedal, ne? Tako, celo. Ja, zdaj moram pa še zadnji en No, roman. pa ne bo potem še, je to isti avtor, ne? Ja, recimo od slovenskih avtorjev bom sedaj izpostavil, da je meni Visoška kronika eden boljših romanov od Ivana Tavčarja. Res je, super. Ker je tudi ne samo kot zgodovinski opis, zanimivo je, da opisuje več generacij in tudi vsakdanje življenje teh ljudi, kako so živeli. Ko so hodili na vojne, ne? Tako, kako je bilo tudi težko življenje doma, na domačiji, kako krut je bil oče do otrok in to je 17. stoletje, super vpogled v roman. Liki ogromno, kako so povezani med seboj, zopet smo tam pri teh dinastičnih vezah. Potem, če pa še enega omenim, je pa ženska avtorica, britanska, zelo mi je všeč roman Orlando, Virginia Woolf. Tega marsikdo še ne ve, mogoče, ampak je tudi takšen malce poseben, na trenutke paranormalen roman. Tudi ni preveč za vsak okus, vendar se zelo dobro bere. Lahko še jaz povem svoje? Lahko, vsekakor. Drago Jančar, Katarina Pau in Jezuit. Tudi to obdobje romanja Tako, zanimiva v tem tematika. času. Potem Orwell, ne? Leto 84. 1984. Pa mislim, da je Atwoodova Deknina zgodba, ne? Aha. Zanimiv izbor. Malce zanimivo, kaj se lahko, da nam bo kdaj dogajalo. Res je. Upam, da ne. Upajmo, da ne. Čim dlje stran od tega. Filme? Dobro, recimo Ime roža si že omenil. No, ampak predvsem roman je tukaj. Med tri najljubše filme, ja, to je težko uvrstiti, ampak vsekakor, kot sem že prej omenjal, filmske žanre ne preseneča toliko, da dva spadata točno iz tega obdobja vmes. Eden najboljših mi je recimo Upepeljevalec ali Zažigalec mrtvih, originalno v češčini Spalovač mrtvol, ker gre za češko-slovaški novi val. Črno-bel film iz leta 1968, Jiří Menzel, Juraj Herc. To je bil pa največji slovaški režiser, ki je takrat v Pragi deloval. Prvi, ki je tudi horor žanr predstavil v češko-slovaškemu filmu in tudi vplival delno na Kubricka in zahodne avtorje, na kasnejšega Tima Burtona, ki je snemal Batmana z Jackom Nicholsonom recimo in podobno. In ta film je poseben, Zažigalec mrtvih, ker ima takšen način snemanja, hitro kadriranje, odlična montaža, črno-beli posnetki, zgodba pač o nekem direktorju krematorija, ki je družinski človek in nagnjen k nenasilju, vendar pa ima potem dva vzornika, Budo in Adolfa Hitlerja, kar ne gre skupaj. In za časa nacistične okupacije samo mrači. Zelo zanimiv film. Temačna črna komedija, eden od vrhuncev češko-slovaškega novega vala. Potem bi izpostavil še Larsa von Trierja, kot smo omenjali, da je eden ljubših režiserjev. In zame osebno njegov prvi film, celovečerni, z naslovom Element zločina iz zgodnjih 80-ih, oziroma iz sredina 80-ih, ki tudi eksperimentira z različnimi barvami, zelo temačen film, ker se cel film dogaja po noči, tudi ena scena ni čez dan. V Evropi je večna noč, to je zanimivo. Von Trier je mojster atmosfere in bizarnega. V nekem detektivu, ki se vrne iz Egipta nazaj zopet v neimenovano evropsko kulturo, v svojo rodno deželo in se mu tam čudne stvari dogajajo pod vplivom halucinacij. Zelo zanimiv film. Iščejo morilca, ki pobija mlade punčke, prodajalke loterijskih srečk. Vse te deklice žrtve so stare pod 10 let. In detektivu se omrači ker preveč proučuje tega morilca in njega doleti nekaj podobnega. To je zelo zanimiv film. Če bi pa še enega omenil, je pa irsko-britanska
koprodukcija je pa film Excalibur iz leta 1981, angleškega režiserja Johna Bormana, in to je pa najboljša nekako in najbolj psihadelična ekranizacija zgodbe o kralju Arturju in vitezih okrogle mize. 2 uri in pol dolg celovečerec, opremljen z glasbo Richarda Wagnerja, Karla Orfa, klasika je prišla do izraza. Igra takrat elita irskih in britanskih igralcev. Zgodba zopet takšna malce bolj temačna, vendar evo, vsi 3 filmi, ki sem jih omenil, imajo atmosfero, odlično igro, tematiko in filmsko glasbo. Očitno mi je zelo do tega. No, pa je pa še slovenski, recimo, naj. Slovenskih je pa tudi kar precej. Meni zelo všeč je Boštjan Hladnik, seveda. Recimo zelo blizu mi je Maškarada, film, ali pa Ubij me nežno, ta je malce kasneje, 70. let. Od novejših mi je pa zelo všeč film Pokrajina številka 2, Vinka Möderndorferja. Tudi takšna malce nevsakdanja tematika za slovensko sceno, recimo. No, zdaj, če greva... Zdaj sva res na hitro, je teh knjig in romanov še več, ampak pač vsak ima svoj okus, jaz sem pač tiste vrhunce si izpostavil. No, in če bi ti mene vprašal in dejal, kaj meniš, Igor, katero obdobje mi je v zgodovini mi je najbolj všeč oziroma bi se nekako našel, bi jaz verjetno dejal časi stare Grčije ali pa mogoče Rima, ne? Ja, jaz osebno vsekakor... Srednji vek ne? Ne, srednji vek mislim, da nikomur ni ravno blizu. Vsaj tistemu človeku, ki se spozna na zgodovino in kaj se je dogajalo. Definitivno meni osebno je zelo blizu stara Grčija, že zato, ker dosti bliže kot stari Egipt in stari Rim, da še to omenim. Zakaj? Vse 3 kulture so zanimive. Ampak zakaj mi Grčija izstopa od teh 3, da mi je še bolj zanimivo od drugih 2? Ker pri starih Grkih je bilo vedno, ne vsako desetletje, včasih vsako leto nekaj novega. Zanimali so se in za Grčijo in za dežele izven Grčije, za polise in za svet izven. Svet so odkrivali, vedno so izumili kaj novega, praktično ni bilo prostora za tradicijo pri njih, razen seveda pri čaščenju bogov in svojega načina življenja, a napredek je šel ves čas naprej. Stari Egipt je zelo arhaičen, zelo sofisticirana kultura, recimo tisočletja je lahko ista miselnost prisotna. No, v času Kaligule, v starem Rimu pa tudi ne bi bil, ne? Rim je pa težava, ker je najbolj nasilna od vseh 3 kultur, tudi življenjska doba je bila najnižja, da še to povemo. No, vsi imamo nekako najbolj zanesilneža v glavi Nerona, ne? Tako. Ampak ni res, ne? Ne, Kaligula je bil recimo skoraj da še večji psihopat in še kakšen cesar bi se našel, ki prekaša oba dva, če bi pobrskali po zgodovini. V Rimu zaradi nasilja, vojn in bolezni ni bila visoka življenjska doba in tudi iz danes na jutri človek ni vedel, kaj se bo zgodilo. Edino, kar jim štejemo dobro, da so odkrili grško kulturo in jo povzdignili mogoče še na višji nivo, njihovi kiparji, umetniki, recimo pesniki. To je tisto, kar je najlepše pri njih, da so Grči dali, stari Grči, nova krila. Bila je pa zelo, vemo, militaristična in nasilna kultura rimska. No, največji osvajalci Mongoli, ne? To pa tudi ni po tvojem, ne? Šotori pa tako. Ja, definitivno od teh kultur mi je stara Grčija najbližja, no, če tako menim. Pa mogoče kasneje zelo zanimiva mi je nordijska, vikinška kultura, čeravno je tudi podobno nasilna kot rimska. Pa recimo japonska, samurajska japonska, feudalna japonska je tudi zanimiva. Čast. Za razliko od Rima, vikingi in samuraji so vsaj poznali čast. Pri Rimljanih je bila pa čast samo za vojsko prihranjena, dostojno življenje, medtem ko senat in elita ni ravno časti poznala. No, Avstro-Ogrska ti pa tudi ni čisto mima, naša nekdanja država. Če greva pa v malce bližnjo zgodovino, je pa to ena bolj zanimivih dežel meni osebno, Avstro-Ogrska, ker ne na vse zadnje že kot poznavalec tradicije Habsburške dinastije, čemer sva imela tudi oddajo v studio pred leti. Pa tudi sama država kot Avstro-Ogrska, kot tista nadnacionalna dežela, kjer je toliko narodov živelo pod enim zakonom in enim cesarjem, je zanimivo.
Pa tudi nekako so razvili tisti model tako imenovane Dunajske šole. Še danes slišimo o tem, tisti, ki je lepo vzgojen, ki je vljuden in spoštljiv, da ima To pa Dunajsko si ti, šolo. ne? Mogoče res. To bodo bolj znali drugi povedati. Tak džentlmenovski, ne? Mogoče. Ja, ta Dunajska šola, tudi recimo ta oficirska šola, ki je bila v Avstro-Ogrski, je temeljila na temu. Čeprav ravno vojak pa ne bi bil, ne? Ne. Oni sicer so vladali tudi drugim narodom v Avstriji, vemo, kako je bila ta struktura. Prva svetovna vojna je uničila potem to deželo, to cesarstvo, pa je bila ena bolj zanimivih v evropski zgodovini. Ruse so malce ven spustila, Katarino Veliko, ne? Veliko zanimivih tem. Ampak tako, če me že vprašaš, v stari zgodovini, najraje bi živel v stari Grčiji, če bi moral izbirati kakšne Atene, recimo demokratična filozofska družba, Šparta zagotovo ne, Atene. Ja. Prekruta. Tako, srednji vek morda bi bilo še najlažje v Bizancu živeti, vzhodni rimski imperij, ker je bila kultura na višjem nivoju. Kasneje pa definitivno Avstro-Ogrska, vendar pred prvo vojno, potem je bilo nasilno, saj vemo, kako se je to končalo. Veliko je tega v zgodovini. Koliko oddaj sva posnela? Ti si še potem nekaj? 50-60, ne? Ja, tako nekako, ampak vsega skupaj je prišlo okoli 100 potem kasneje. Še ne, filmska umetnost, tudi glasba. Vse skupaj, če štejem. Imam na seznamu točno cifro, težko povem iz glave. Ja, Goran, jaz mislim, da sva nekako se sprehodila skozi različne teme. Hvala ti za vse, kar si povedal. Jaz upam, da bo še kdaj priložnost, če ne kdaj, ob kakšni novi knjigi, ne? Najlepša hvala, se veselim. Hvala pa tudi vam za pozornost v teh res čudnih časih. Srečno! Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.